Svet se kljub konfliktom na Bližnjem vzhodu ni ustavil, morda je mnogim prekrižal počitniške načrte ali pa so jim letalske družbe odpovedale polete prek teh držav, kjer so težave. A turisti in popotniki so prilagodljiva bitja, zato se je povečalo povpraševanje drugod, nekateri pa tudi zavestno sprejmejo tveganje in se vseeno odpravijo na območja, za katero obstaja varnostno tveganje. Kje je meja in kako odgovorno potovati v teh časih, zdaj le več v vročem mikrofonu. Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce. Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Kakšne zahteve so pred nami? Kaj vi menite o tem? Kakšne okoliščine so? Kako pa izbirate vi? Vroči mikrofon. In gost vročega mikrofona v studiu Vala 202 Andrej Štern, nekdanji minister na notranjem in državni sekretar na zunanjem ministrstvu, predvsem pa dolgoletni vodja konzularnega sektorja zunanjega ministrstva, ki je ničkolikokrat reševal slovenske državljane po vsem svetu iz vseh mogočih okoliščin. Dober dan, gospod Štern. Dober dan. Povejte, kakšen bi bil prijateljski nasvet nekomu, ki morda načrtuje med prvomajskimi obiski vseeno obiskati Dubaj ali Oman ali katero državo na Bližnjem vzhodu? Ja, najprej velja svetovati, da naj dobro razmisli in se predtem pouči o razmerah pri nekom, o razmerah na tisti lokaciji pri nekom, ki jih zares pozna. A ne tisti, ki je bil pred 10 leti in se je imel bajno, ampak nekdo, ki je tam ali pa ki je tam bil pred kratkim. Zlasti je pa odvisno od razloga za potovanje. Zdaj, če potuje nekdo, ki je tam rezident in se vrača, ali pa ki je poslovnež in gre skleniti pogodbo, jaz zagotovo verjamem, da bo težko odložil to potovanje. Če pa gre 4-članska družina, ki želi preživeti mirne počitnice, tem bi pa svetoval, da naj še enkrat premislijo in da naj mogoče gredo nekam, kjer so prav tako peščene sipine in plaže in hoteli, ampak da jim nad glavo nič drugega ne frči kot ptice. Bi vi osebno se v tem trenutku odločili odpotovati tja? Kot rečeno, odvisno od razloga, trenutno ne vidim nobenega razloga, ki bi me tja vlekel. So pa ljudje, ki jih prav take okoliščine nagovorijo. V strokovni terminologiji se jim reče disaster turisti, ki gredo zaradi tega, da se lahko pohvalijo, tam sem pa jaz bil. Jaz ponavadi dam za vzorec takih, pa ne da je disaster turist, ampak vaš kolega novinar Ervin Hladnik Milharčič, če bi se on odločil, da želi od tam delati reportažo, bi se usedel na prvo letalo, ki bi ga tja pripeljalo in bi šel tja in bi bil na varnem in bi naredil odličen izdelek in bi se varno vrnil. No, Ana Gajanović je na ključnem mimoidoče po ljubljanskih ulicah spraševala, če jim je morda ta bližnjevzhodni konflikt pokvaril njihove načrte za potovanje. Ne, zdaj v zadnjem času ne, v Omanu sem že bila, v Dubaju tudi, tako da nisem načrtovala v bližnji prihodnosti, zdaj pa sploh ne bom načrtovala, še nekaj časa ne. Me pokvaril ne, sem pa mogoče malo živčna, ker imam že kupljene karte v Gambijo septembra, kar pač ne vpliva neposredno, ampak če se mogoče slučajno zgodi, da bi se še kaj s Turčijo pa tam zgodilo, ker je moj let vezan na Istanbul, me malo skrbi, ampak upajmo, da ne bo nič. Ne, ravno zato ne planiram nobenih potovanj. Prav pokvaril ne, imam pa željo v krajšem času obiskati Istanbul, pa tudi Turčijo tako nasploh. Pa me majčkeno skrbi, kako se bo vse skupaj razvilo, pa če bo to sploh možno na koncu. V bistvu nisem imela nobenih planov, ampak pač, če bi imela, verjetno ne bi šlo, ker pač me vseeno skrbi za mojo varnost, pa po mojem mi tudi doma ne bi pustili. Očitno smo našli precej odgovorne sogovornike. Ja, torej, tle je bil cel spekter tistih razlogov ali pa okoliščin, ki vplivajo na našo odločitev. Prav zato je dobro, da poizvemo za recimo Gambijo ali pa za Turčijo ali pa za druga tranzitna letališča, če nas kam peljejo. Marsikje je seveda možno dobiti čisto kredibilne informacije. Zlasti pa jaz osebno bi zaupal letalskim prevoznikom, ki natančno preverijo in premislijo, ali pošljejo potniško letalo s posadko nekam, kjer je nevarno ali pa ne.
njihova presoja je ponavadi zelo temeljita in zadnja pred odletom. Pa če se vrnemo zdaj en korak nazaj, ne, v deželah Bližnjega vzhoda, predvsem v Združenih arabskih emiratih, je ob izraelsko-ameriškem napadu na Iran obtičalo okoli 1000 ljudi, približno 700 je bilo tam organizirano. Takrat je zunanje ministrstvo zelo hitro reagiralo in se odzvalo s pomočjo za pomoč pri evakuaciji. Se vam zdi, da je bilo teh turistov takrat preveč? Kdaj so bile po vaši oceni razmere tako zaostrene, da ni bilo več varno potovati v to regijo, vsaj tako organizirano? Ne? Ja, jaz seveda vsekakor ocenjujem, da so se dogodki tam odvili. Zadnji dogodki so se odvili zelo hitro, čeprav če smo opazovali premike tistih velikih ladij, ki so se z celega sveta, vojaških ladij, ki so se tam zbirale, je bilo tako, da se je ta nevihta nekako napovedovala, nevihta seveda, orožarska nevihta. Je pa res, da je situacija, ko se je pa začelo tisto neposredno obstreljevanje in raketiranje, je pa to presenetilo zelo veliko število ljudi. Slovenija je bila, ker je majhna in ker nismo največji obsedenci s potovanji, smo bili tam za 1000 ali pa nekaj tisoč ljudmi, od katerih se je okrog 1000 želelo vrniti. So bile pa države, ki so imele 80-100 tisoč lastnih državljanov. In evakuacija je bila zahteven projekt. To je bilo zelo, zelo zahtevno. Jaz, če lahko kaj pokritiziram, bi rekel, da je nekaj negotovosti in tudi paničnih reakcij povzročilo preuranjeno obljubljanje, kaj vse bo in kdaj bo. Zelo težko je v takih razmerah povedati, da se bo nekaj zgodilo jutri, ker ne veš, kaj bo jutri, zlasti če je to vezano na delovanje letališča ali razpolaganje z kakšnim letalom, če ga nimaš sam. In ljudje, ki slišijo, da se bo jutri nekaj zgodilo in bojo zvečer že doma, začnejo gledati po obzorju, ki je zdaj tisti avion, če že pristaja. In od tega je bilo odvisno precej takih zoprnih komentarjev, ki so bili pa na koncu zelo neupravičeni. Zato, ker se je zelo veliko ljudi potrudilo, da je, hvala Bogu, vse šlo brez kakšnih težav, brez v prvi vrsti žrtev ali pa tistih, ki bi bili zaradi tega kakorkoli resno prizadeti. Preglednica varnostnih potovanj oziroma varnostnih tveganj na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve je nekakšen orientir, katere države so varne, katere države niso varne, kam odsvetujete potovanja oziroma ste odsvetovali, ali jo vi vedno pregledate, ko se odpravite kam v tujino? Če bi šel na tak del sveta, bi zagotovo pogledal, kaj na tisti razpredelnici je zabeleženo. Tudi konkretno za vsako državo je tam pisni opis varnostnih razmer in priporočil glede zdravstva, glede prometa, glede uličnega kriminala in podobno. Ampak vedeti je treba, da to so priporočila in opozorila, ni pa to ukaz ali prepoved. Mislim, hvala Bogu, ne živimo v državi, ki bi zmogla ali pa imela pooblastilo, da komu ukaže ali pa prepove, da potuje. No, in o tem govori tudi zdajšnji vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve, magister Viktor Mlakar, ki sem ga včeraj najprej vprašal, kakšna so ta priporočila konzularne službe pri potovanjih tako v zalivske države, kot tudi države, ki so tako ali drugače vpletene v vojaški konflikt na Bližnjem vzhodu. Ja, zdaj, če se pogovarjamo konkretno o zalivskih državah, torej regiji Bližnjega vzhoda, je naše priporočilo jasno. Odsvetujemo vsa nenujna potovanja v te kraje, kar pomeni, ne priporočamo turističnih potovanj. Bodi si na samo lokacijo, pa tudi morebitne tranzite preko letališč v Dubaju in pa Dohi. Ne povem, da mi ažurno spremljamo razmere v regiji, v teh državah, praktično dnevno preverjamo informacije, pridobivamo podatke, predvsem strani naših kolegov, ki so na
zaposlenih v veleposlaništvih v regiji in pa tudi s pomočjo koordinacije z drugimi EU državami. In na podlagi teh informacij pol seveda ocenimo, a je potrebna sprememba našega varnostnega priporočila. Zdaj, omenili ste pač recimo Emirate, ne, kjer še vedno vzdržujemo neko prvotno oceno, da je tam tveganje toliko veliko, da odsvetujemo pač nenujna potovanja, to pomeni na našem semaforju oranžno barvo, medtem ko je Iran črn. Ne. Zdaj, en tak, bomo rekel, preprost kriterij je ta, recimo za Združene arabske emirate velja, da kljub vsem napadom, ki se še vedno ponavljajo dnevno, ne, letalske povezave vseeno delujejo. Ne. Zdaj, Emirati pač, ko pride do kakšnega napada, za tist čas zaprejo zračni prostor in ga potem spet odprejo, tako da komercialne linije so sicer okrnjene, vendar pa še delujoče. Medtem ko za Iran vemo, da je praktično zračni prostor popolnoma zaprt ves čas. Živimo v času, ko si ljudje dvomijo vse, ne? Pojavljajo se najrazličnejši zapisi na spletnih straneh od tega, da nas ljudje prepričujejo, da praktično ni nič narobe, da v zalivskih državah živijo običajno življenje, po drugi strani so se recimo močno znižale neke hotelske storitve, tudi za 70% in več, denimo v Dubaju. Se bojite, da bodo morda te informacije in takšne privlačne ponudbe vendarle prepričale ljudi, da se bodo, kot ste rekli, letalske linije še vedno letijo v tiste konce, tudi iz nam bližnjih držav, da se bodo vseeno, kljub tem priporočilom tvegali in se odpravili tja? Na koncu koncev je to seveda odločitev vsakega posameznika. Ne. Mi ocenjujemo pač tveganje za posamezno državo na podlagi informacij, ki jih pridobimo s strani različnih virov, kot rečeno že prej. In ocenjujemo pač tveganje z vidika, veste, kako lahko pomagamo slovenskemu državljanu v državi, ki je recimo označena s črno, in kako lahko pomagamo našemu državljanu v državi, ki je recimo označena z oranžno. Ne. Torej, predvsem z vidika optimalne možnosti nudenja konzularne pomoči. Ne. To je predvsem naš motiv tega označevanja. Ne. Tako da se na koncu potem popotniki morajo sami odločiti in sprejeti neko tveganje. Ne. Pri črnih, rdečih je to tveganje toliko večje, kot pa recimo pri rumeni ali pa morda celo oranžni barvi. Kakšna pa so sicer vprašanja, s katerimi se te dni ljudje obračajo na vašo službo? So to posamezniki, so to bolj agencije? Kdo so tisti, ki so v nekem kontaktu z vami? Večinoma gre za posameznike, ravno v teh situacijah, ki ste jo omenili, je kar pogosto, torej, da nekdo kupi letalsko karto, ki leti, recimo tranzitira preko dubajskega ali pa letališča v Dohi, in sprašujejo, če bo čez 3 mesece varno tja potovati. Mi seveda rečemo, da spremljamo razmere in da potem temu primerno prilagajamo naša priporočila, ampak povemo pa tudi, če bo situacija takšna, kot je sedaj, v tem trenutku osvetujemo vsa nenujna potovanja, kot tudi tranzite čez ta letališča. Saj vemo, da lahko nek tranzit pomeni, da nekdo obtiči v Dubaju neplanirano za daljši čas, če slučajno vmes pride do napada oziroma zaprtja zračnega prostora. Preglednica varnosti potovanj na spletni strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve je začela nastajati, gospod Šter, v vašem času, ko ste bili v konzularni službi, in je nastala nekako zaradi potrebe ljudi, ki so želeli objektivne informacije. Ampak ali informacija tam zadostuje, zato ker se mi včasih zdi, da je ta meja med še varno in preveč tvegano zelo fluidna. Torej, to zagotovo ni edino, kar svetujemo pred potovanjem, da tisti, ki namerava potovati, naredi, da gre pogledati in reče, tam je pa takle na svet, to se pravi, vse vem. Zelo pomembno je, da se odloči tudi v sodelovanju s prevoznikom ali pa organizatorjem potovanja ali pa letalsko kompanijo, ki ga bo peljala, pa da mogoče pri bolj riskantni destinaciji opravi pogovor s kom, ki tam je ali je pa tam pred kratkim bil. Pri tem, da se nabor riskantnih destinacij, to je zelo odvisno od potnika,
ko smo zastavili s to preglednico in s tem semaforjem, smo imeli v mislih, da bojo to res tiste najbolj riskantne, najbolj tvegana potovanja. Potem so se pa vsula vprašanja, kot naprimer, ali je varno iti v Barcelono, ali naš šolski izlet lahko obišče Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko, ali je varno iti na Oktoberfest. In takrat vidiš, da človeka pred potovanjem marsikaj zanima. Zato se trudimo, ali pa konzularna služba se trudi biti ažurna, objektivna, ne zganjati panike, niti ne biti nadomestna turistična promocija. Omenili ste turistične agencije, te zagotavljajo, da se dosledno držijo napotkov z te preglednice. Kakšne so vaše pretekle izkušnje? Ja, mislim, to je super, da se držijo naše preglednice, ampak to ni vse, kar morajo narediti kot odgovoren organizator potovanja. Pomembno je, da so na razpolago tistim, ki se odpravljajo na potovanje ali pa na potovanju so. Tukaj dostikrat pride do ozkega grla, ko ljudje rečejo, veste, nihče nam noče nič povedati, smo spraševali, kako bo izgledalo, ne vemo, ali je varno, ali je potrebno razmisliti še o čem drugem. In turistične agencije in organizatorji potovanja imajo večinoma na lokaciji svoje predstavnike. To je najbolj dragocen vir informacij. Če je ta kredibilen in pošten, potem bo dal tisto informacijo, ki je ta trenutek najbolj ažurna. Je pa dejstvo, ne, tudi, da te manjše ponavadi teh predstavnikov. No, to je pa razločevanje, pa niti ni večja, manjša, ampak tista, ki na trgu ali pa v branži deluje že nekaj časa in namerava še tukaj ostati, ali pa tista, ki je včeraj prišla in jo jutri mogoče ne bo več. No, zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu v zadnjih tednih turistične agencije temeljito spreminjajo in prilagajajo potovalne programe in z dvema je bila v kontaktu te dni Nina Slavec. Bližajo se prvomajski prazniki in mnogi jih nameravajo izkoristiti za pobeg v tople kraje, a so morali mnogi potniki svoje načrte spremeniti. Lucija Kac-Klančnik, direktorica marketinga pri turistični agenciji Relax. Odpovedali smo 5 razpisanih skupinskih programov, ki so bili tudi skoraj v celoti prodani že pred samim dogajanjem. Strankam smo ponudili alternative, nadomestne termine, destinacije in tako naprej. Vkolikor pa se za alternativo niso odločili, vračamo njihov plačan denar. Na spletni strani turistične agencije Palma so še nekaj dni nazaj ponujali potovanje v Dubaj sredi maja. Generalni direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. V bistvu ta odhod je bil ravno kar odpovedan, drugače pa računamo, da seveda, da ko se bo situacija umirila, skladno z usmeritvami Ministrstva za zunanje zadeve se bodo tudi ta potovanja vračala. Verjamemo pa, da bo to v nekaj mesecih po umiritvi situacije. Knaus poudarja tudi, da potnikov nikoli ne vodijo na destinacije, za katere konzularna služba odsvetuje nenujna potovanja. Delujemo tako, kot pač vedno, v skladu z navodili in pozitivno prakso. Potnikov v destinacije, kamor so odsvetovane vsa nenujna potovanja, ne vodimo. Potnikom smo ponudili vse alternativne možnosti za njihove preusmeritve. Večina se je za te alternative odločila, tisti, ki se pa niso, in pa smo seveda tudi denar vrnili. Obe agenciji zadnje dni opažata 2 trenda. Znaten porast cen letalskih vozovnic ter cen nastanitev v bližnjih destinacijah. Ja, že opažamo porast cen letalskih vozovnic, sploh za naslednjih par mesecev za eksotične destinacije. Pričakujemo tudi dvige cen na teh klasičnih jadranskih in mediteranskih destinacijah, ki pridobivajo na priljubljenosti zaradi bližine, saj hotelirji že dajejo prve signale, da bodo cene porastle. Dejstvo je, da potovanja bodo najbrž res nekaj dražja, da ne bi želel strašiti ljudi, bi povedal, da bodo te korekcije, bom rekel, zmerne, ne bodo neke posebno ekstremne. In pa v bistvu rad bi tudi povedal, da nas je vsa zgodovina že tudi čas nazaj nekako naučil to, da si nobeden ne želi vzeti te pravice potovati, in verjamemo tudi, da je temu tudi tako, in številke, ki se zdaj že absolutno normalizirajo, nam to potrjujejo. Tako turistične agencije, ampak veliko Slovencev potuje
samoorganizirano oziroma kot popotniki. In zdaj recimo je kar nekaj teh informacij in novic, da so cene hotelov v Dubaju padle tudi do 70% in recimo luksuzni hoteli, kjer je bilo treba odšteti okoli 400 evrov, zdaj dobimo sobo že za 70-100 evrov na noč. Po drugi strani je denimo včeraj oziroma predvčerajšnjem eden od slovenskih novičarskih portalov objavil pogovor z dekletom, ki živi v Dubaju in je med drugim povedala, da sploh ni vedela, da se karkoli dogaja, dokler ni odprla Instagrama in dokler ni imela cel kup klicev iz domovine in da je menda slišala vsega en pok in občasno le dobi opozorilo, ne ostane doma. Gospod Šter, ali so take cene, recimo, ki so zdaj, pa ob upoštevanju, da posamezni letalski prevozniki iz bližnjih letališč letijo tja in objave nekakšna past za turiste, recimo, tiste, ki ste jih omenili kot kaj disaster tourism ali kaj? Ja, niti ne disaster tourism, to je za tiste, ki se odločajo tako, poglej, tam le pa še nekaj poceni, pa jemo tja. Ne? Tudi, če sploh ne ve, v katerem delu sveta tista lokacija leži. Torej, za te, ki bi se odločili zato, ker je eno dekle reklo, da je samo en pok slišalo in nič drugega, in zato, ker je tam namesto 300 ali 500 evrov na noč 70 evrov na noč, pa jaz z vso odgovornostjo lahko trdim, da teh pa ne štejem med tiste, ki bi jih kaj presenetilo, zato ker jih ne bi smeli presenetiti, če bi se tam res kaj zgodilo in bi njihov tedenski ali pa nekaj dnevni aranžma morali podaljšati takrat za mnogo višje stroške, kot pa je. In ne vem, jaz oglaševanja v stilu, zdaj le pa poceni, mogoče bi še dodaljeno ali ne, pa samo enosmerno vozovnico rabiš, zato ker te bo nazaj pripeljala država, vidite, to pa ni odgovorno. Ampak država mora obravnavati ljudi, ki se po spletu okoliščin znajdejo v nekih težavah, in tistimi, ki se zavestno odločijo in gredo na območja, kjer je tveganje visoko, ne razlikuje. Ne? To imate popolnoma prav. Država je dolžna pomagati slovenskim državljanom, ki se v tujini znajdejo v stiski. Zdaj, ali so to individualni, ali je skupina, ali je zaradi revolucije, ali zaradi naravne nesreče, ali pa zaradi kakšne epidemije. Seveda je pa razlika, ali so bili pred tem upozorjeni, ali pa predtem niso bili opozorjeni, pa jih je zadeva presenetila, tudi v intenzivnosti te pomoči, ali jo je možno ponuditi in organizirati. Včasih pomoči preprosto ni možno poslati tja, zato ker so vse komunikacije preprečene. No, mi smo na ljubljanskih ulicah preverili tudi, ali bi morda nizke cene hotelov, denimo v Dubaju, lahko koga premamile, da bi se kljub tveganju odpravil tja. Drugače sem že videla tisti en trend na Instagramu, ki priporočajo, da greš potovati v času konfliktov zaradi tega, ker je cenovno bolj ugodno, ampak ne, trenutno mi je moja osebna varnost na prvem mestu pred potovanji. Lahko potujem tudi v Evropi, pa mi je to čisto redu. Ne, jaz osebno se ne bi, tudi če bi bile zelo poceni karte. Ne zdi se mi v bistvu v tem trenutku pametno potovati, niti se mi ne zdi primerno v bistvu izvajati nekega turizma na teh vojnih območjih. Načeloma ne, ampak če bi se odločila za neko državo, ki ni glih v centru dogajanja, mogoče, ampak načeloma pa ne. Mislim, počitnice so zato, da se imaš dobro, ne da razmišljaš o tem, ali si varen ali nisi. No. Ker potovanje recimo v nekem Omanu, pa tudi v Dohi, to si bil res varen, mislim, občutek varnosti, zdaj, da te bo strah iti na nek trg ali na neko mesto, kjer so, ne vem, tržnica ali kaj takega. Počakam rajš, da bo spet varno. Ne, ker še vedno se mi zdi varnost na prvem mestu in ne vem, pač raje plačam več kakšne nastanitve, ker vem 100%, da bom varno. Ker recimo tudi v času vojne v Ukrajini so cene ful nizke, pa ne bi šla v Ukrajino, pač zdaj, na primer. Gospod Šter, očitno smo dobili kar nekaj odgovornih popotnikov, morda to zato, ker smo intervjuvali samo dekleta. Ja, čeprav ženski intuiciji in presoji bi jaz kar dal visoko kredibilnost. Zlasti je pa tisto, da človek, ki je oseba, ki je mogoče bolj frekventen potnik in je že
ki je po svetu bil, ta ima mogoče več elementov, po katerih se ravna pred odhodom na kakšno destinacijo. In če ne druga, takim svetujem, da res obiščejo spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve in tam pridobijo osnovne informacije o delu sveta, kamor želijo potovati. Zlasti pa nikoli nisem en general, kar tako nasplošno odsvetoval ali pa branil potovati, ker mislim, da je potovanje dragocena investicija v lastno razgledanost in osebnost. Potovanje namreč bogati enega, tistega, ki potuje in tiste, kamor potuje, in z odgovornostjo in resnim pristopom je možno spoznati pravzaprav cel svet. Ampak odgovornost in resen pristop, to je tisto, kar je treba počrtati. Zdaj pa bomo slišali še en uraden, univerzalen nasvet konzularne službe Ministrstva za zunanje zadeve, kako varno potovati tudi v sicer varne države. Viktor Mlakar. Torej pred potjo vsem svetujemo še enkrat, da se informirajo na naših spletnih straneh, pa tudi iz drugih virov, glede tveganja in varnostnih priporočil. Svetujemo tudi vsem, da se vpišejo v našo spletni portal Varnost potovanj, kjer je možno registrirati njihovo pot in pa kraj, lokacijo, kjer se nahajajo in morebitno telefonsko številko, to seveda vse na prostovoljni bazi. Za nas je potem lažje, če pride do neke krizne situacije na tistem območju, lažje vzpostaviti kontakt z njimi in ponuditi konzularno pomoč. Tako da vsem seveda to toplo priporočam. Predvsem pa se je treba izogniti informiranjem samo in zgolj prek družbenih omrežij, gospod Šter. No, najslabša informacija je tista od Francelna za šankom ali pa od sosedove Micke. Tam slišimo take popularne, nevedno resnične in zlasti nekonstruktivne ocene. In te Micke in Francelni so v pretežni megli se preselili na Instagram, TikTok in podobne zadeve. Andrej Šter, hvala za obisk v studiu Vala 202 in vse dobro vam želim. Hvala za povabilo. Za piko na i pa bomo še enkrat slišali eno misel ene od anketirank, ki se mi zdi, da pove vse, o čemer smo danes govorili pred vročim mikrofonom. Mislim, počitnice so zato, da se imaš dobro, ne da razmišljaš o tem, ali si varen ali nisi. Vroči mikrofon.